Mislim, jaz si upam reči, da je Maja Kevc, stran Maje Kevc, po moje ena izpred boljših, če nekaj najboljša Facebook stran vseh izvajalcev na Eurosongu. Mogoče najbolj delujoča, karkoli. Nekatere države dejansko sploh tega nimajo, izvajalci sploh strani niso imeli. Smo pa tukaj to porabili. Kot stran smo namreč obiskovali strani lokalnih izvajalcev, kjer se zbirajo njihovi fani in s tem pokazali, da recimo kot Maja, želimo njihovim izvajalcem v Bosni in Hercegovini, Merlinu, veliko uspeha na finalu in da držimo skupaj. In potem so njihovi fani to lajkali, so bili pač nekako, smo nekaj naredili pri prepoznavnosti in najbrž šli na našo stran, ki so potem kasneje opazovali Majo in mogoče celo zavrteli telefon, poslali SMS in dobili kakšen glas za našo Majo. Tako da mislim, da smo lahko tudi s tem malo vplivali, rahlo. Si prišel pa tudi na stran hrvaških izvajalcev, ko so nam dali 12 točk? Ja. Smo šli takrat, ta dekelca ima prav Eurosong, prav ni kot ona, ampak pa Eurosong, Eurovision 2011, ne vem točno kako je. Smo šli, takrat smo zaželeli neko srečo. Šli smo tem dancom tudi, neki from London, ne vem, kjer band je to, Eurovizija, pa to nismo imeli, ki je preveč povezana. In smo zaželeli in so zelo fajn, oni so potem enkrat kasneje prišli na naš vol in oni nam zaželeli, tako da so njihovi fani to vedeli in tako res dejansko bilo kar luštna zadeva. Smo videli, da tudi to deluje in mogoče čez leto, dve, bo tudi to en element promocije. Ne bo treba več potovati po celi Evropi, bo boš lahko že kaj naredil tudi na ta način.